Kaj si organizacije pacientov obetate od sodelovanja v novem krovnem združenju? Verjetno tudi ali predvsem to, da bodo pacienti v resnici ne le na papirju umeščeni v središče dogajanja v našem zdravstvu. Ja, poskusi ustanovitve zveze, kot je danes končno uspela, so bili že pred desetletjem in so se že večkrat dogajale takšne pobude. Danes nam je končno to uspelo. Želimo si res, da bi se povezali vsi predstavniki bolnikov, pacientov oziroma uporabnikov našega zdravstvenega sistema, se ukvarjali oziroma naslovili vse težave, ki so skupne vsem, tako kakovosti, varnosti, dostopnosti in seveda osveščenosti, zavedanju in informiranju vseh uporabnikov. In ja, da bi končno uporabnik oziroma pacient prišel v središče, dejansko središče obravnave, soodločal oziroma soustvarjal tudi svoje zdravljenje, svojo obravnavo in da ne beremo samo o tem na papirju in da ne poslušamo samo o tem v mediju, ampak da dejansko tudi v praksi to postane realnost. Kateri pa bodo ključni izzivi, ki jih bo naslovilo združenje in poskušalo rešiti? Zagotovo je ključni izziv to, da se najprej vsi povežemo, da pristopijo tudi društva, ki niso sodelovala pri ustanavljanju, ampak da pristopijo k tej novo ustanovljeni zvezi organizacij pacientov in seveda, da skupaj kot en deležnik nastopimo z vsemi drugimi, tako z ministrstvom oziroma z večjimi ministrstvi, z ZZS-jem, JAZMP-jem, NIJZ-jem, vsemi temi ključnimi inštitucijami, kjer se zdravimo in sodelujemo kot eno, kot celota, ne kot vsak posameznik oziroma vsaka posamezna organizacija. In to počnemo v dobro vseh uporabnikov, danes jaz, jutri vi, pojutrišnjem naš sosed, vsi slej ko prej zaključimo v našem zdravstvenem sistemu in ta mora biti naravnan k bolniku oziroma k uporabniku in ne, da uporabnik mora iskati oziroma bezlati po tem sistemu, da sploh dobi ustrezno obravnavo. Mislim, da lahko rečemo, da takrat, ko bo glas pacientov oziroma združenj pacientov glasnejši, močnejši, da bo takrat težav, ki se pojavljajo danes v zdravstvu in ki jih je nemogoče spregledati, pa če se ozremo samo na nedopustne dolge čakalne dobe, na manko celostne obravnave, bistveno manjše kot danes, kaj ne? Ja, zagotovo smo uporabniki, pacienti tisti, ki poznamo te pomanjkljivosti oziroma včasih celo vidimo, kje bi se lahko pojavila neka izboljšava. In ko nam snovalci teh organizacij prisluhnejo mogoče tem nekim rahlim izboljšavam, bo bolje za vse. Čakalne vrste so samo ena izmed teh težav. Dejansko, ko pa prideš do same storitve, se mogoče pojavijo druge težave. V končni fazi oziroma na koncu pa je bolnik, uporabnik tisti, ki mora skozi vse to. In da bo ta pot čim lažja, čim bolj enostavna in učinkovita, kakovostna, varna, to je tisto, za kar si bomo prizadevali.